Put your head up, play! Jojo, Blaž, kako si, kako gre? Lep pozdrav tokrat na Štajersko. Obisk družine sem slišal, se imaš dober? Ja, fajn je, malo je vroče, ampak sicer je pa zelo luštno. Ja, vroče je povsod, zdajle v Ljubljani po mojem še huje, tako da je dobro pobegniti malo na podeželje. Tukaj je kar veliko zelenja, tako da se pol kar malo porazgubi ta vročina, ampak ja, ona betonska džungla pa vem, da naredi svoje. Pa še ni toliko betonska džungla, si predstavljaš, veš, ona vele mesta po svetu, Tokio, o katerem bomo danes spet nekaj rekli z današnjim gostom in podobna vele mesta po svetu. Sva imela zopet eno super debato s Tilnom Jamnikom, novinarjem MMC-evega portala od RTV Slovenija. On je v Tokiu spremljal celoten košarkarski turnir, debata z njim je bila pa kot že pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre, ko so z njim imela res eno super debato in jo lahko najdete v našem arhivu, je bila zopet Blaž, da fantastična. Tako je, predvsem je bil zanimiv tisti del, ko je razlagal o tem, kako je dejansko potekalo delo novinarja na olimpijskih igrah z vsemi restrikcijami, COVID in vsemi temi stvarmi, tudi za njih posebno doživetje, recimo temu, in pa seveda vse o tisti košarkarski reprezentančni pravljici, ki so jo spisali naši fantje in ja, bila je super debata, res. Tilen je dal en res tak zanimiv pogled v zakulisje dogajanja v ozadju teh res specifičnih olimpijskih iger. Zaradi teh restrikcij tudi delo novinarjev ni bilo lahko, za konec pa poleg te košarkarske pravljice tudi nekaj o prihodnosti košarkarske reprezentance, tako da ni, kot ti ponavadi rečeš, Blaž. Preden pa začnemo s podcastom, bi samo povabil poslušalce, da všečkajo tale posnetek na YouTube oziroma da ga všečkajo, kjerkoli ga pa že poslušajo, na Google podcastih, Spotify, SoundCloudu, kjerkoli pa že. In pa tudi, če pustite kakšen komentar, radi preberemo. Tudi, če se ne strinjate z nami, kar napišite, pa seveda, če še niste, da se naročite na YouTube kanal ali pač na Spotify, SoundCloud, kjerkoli nas pa že poslušate. Vsak teden vas je več in res smo veseli, da lepo skupaj rastemo in da nam na ta način pomagate pri našem delu. Pa zdaj, ko si omenil tisto, kar morava omeniti, preden začneva s podcastom, brez česar na družbenih omrežjih ne gre, všečki naročnine, je najbolje, da kar začneva z pogovorom, ki so ga posnela z Tilnom. Tako je. Veselo nedeljo. Tilen, lep pozdrav, pozdravljen nazaj iz Japonske. Ravno kar preden smo začeli snemati, si rekel, da si se danes zjutraj vrnil, torej zdaj si še na japonskem času, zato res lepa hvala, da si lahko vzel čas za ta pogovor, ker vem, da zdaj je zate že polnoči. Ja, živijo in z veseljem. Trenutno smo še na japonskem času, tako da danes bo treba tole urediti, potem pa gremo naprej. Zblažemo ogromno vprašanj zate, ker ta 2 tedna sta bila zagotovo 2 od bolj pestrih v tvojem življenju, predvidevam. Niso dostkrat take olimpijske igre, pa me zanimajo tvoji vtisi generalno, ne samo, bomo potem tudi o košarkaših seveda več rekli, ampak kako je bilo tam, kako si se imel, tvoji vtisi po povratku, naporno vsekakor, ampak poleg tega. Olimpijske igre, mislim, da za vsakega športnega novinarja so nekaj posebnega, vendar je to največji, da rečemo, dogodek, praznik športa, nekako lahko reče, ali pa festival, zbrani so najboljši športniki iz celega sveta in je to definitivno nekaj posebnega. Dejansko so pa bile te igre drugačne, seveda v prvi vrsti zaradi še vedno prisotne pandemije COVID-a. Japonska oziroma Tokio, predvsem Tokio je še v primežu tega virusa. Razglašene so bile te izredne razmere za mesto in dejansko je bilo potrebnih veliko nekih spoštovanja ukrepov in omejitev, ki so oteževala delo in na določene trenutke tudi mogoče poskrbele oziroma bile krive za kakšno slabo voljo. Sicer pa vedno je fajn, ko se vrneš po takem projektu domov. Mislim, da smo nasplošno, če govorim o slovenskih medijih ali pa o naši hiši, upravili dobro s tem projektom. Ogromno je seveda dela
narejenega in nekako, vtis zaenkrat, siguren, nisem še povsem zbral misli, ne ravno dejansko skoraj neposredno z letala. Ampak bilo je zelo pestro, veliko nekih dejavnikov, ki jih sicer na velikih športnih dogodkih nismo vajeni, so pa popestrili tudi slovenski športniki s svojimi dosežki in presežki. Zdaj omenil si, da je bilo zelo naporno tam, ne? Pa me zanima, kak je bil recimo tvoj tipičen delavnik. Vem, da z vsemi temi korona ukrepi in vsem tem, me zanima, kak je bil recimo dostop do prizorišč, koliko si dejansko imel tam možnosti se gibati naokoli, ne nazadnje, koliko si dejansko imel stika z recimo samimi športniki na prizorišču, ali je bilo to zelo omejeno, par ste jih bolj gledali nadaljavo, ali kako je bilo to? Zdaj, kot sem rekel, da je bilo pač ogromno teh nekih omejitev in ukrepov, so bile že recimo sami te postopki, da za prihod na Japonsko, je bilo ogromnih nekih formularjev za izpolnjevati, pa jaz sem tudi omenil v teh nekih člankih svojih teh poročilih, da pa smo mogli imeti posebne aplikacije in tako naprej, ker je bilo neko beleženje zdravstvenega stanja, pa stikov in tako naprej in v glavnem pa nenehna testiranja za vse udeležence. Ko smo prišli, je bilo, mislim, da smo imeli 3 zaporedne, potem pa na par dni ponovno testi in pred odhodom domov znova. Pač že s tem je bilo nekaj dela, Potem smo bili v bistvu v nekakšni olimpijski karanteni, da tako rečem, na mehurčku, ki je trajal 14 dni od prihoda na Japonsko. Torej, ko se je ena izmed aplikacij obarvala zeleno, kjer si vsak dan moral pisati svoje zdravstveno stanje, to pomeni, da si lahko šel ven, torej, da nisi bil omejen le na nastanitev, ker tokrat ni bilo medijske olimpijske vasi, ampak smo bili po hotelih, na prizorišča in pač seveda transporte oziroma pa najbližja trgovina, pa še to 15-minutni postanek, ko je najbližja trgovina tvojemu hotelu. Na srečo so bili organizirani tudi taksi prevozi, jih organizator tokrat pripravil, ker na podzemno železnico prvih 14 dni nismo smeli, tako da je bil tudi logistični zalogaj, recimo in košarkarska dvorana, ta Saitama Super Arena, je v Saitami kar nekaj oddaljena od tega glavnega medijskega centra, tako da je bilo treba pravočasno iti od doma, da tako rečem, ker recimo tudi mislim, da je bila druga tekma, je bila prometna nesreča, na srečo smo si vzeli toliko manevrskega prostora, da ni bilo problem priti, ampak hitro, ura, 2, 3 se zgubijo na cesti na takih razdaljah, po takem mestu, kot je Tokio. Sicer je pa olimpijski urnik je vedno, da tako rečem, tudi recimo moja izkušnja iz zimskih olimpijskih iger zadnjih je pač, da enostavno nekega stalnega urnika ni, ker se dejansko pač vse prilagaja seveda dogodkom in je to lahko od zgodaj zjutraj pa tudi do poznega večera. Košarkarska tekma, lahko smo jo igrali dejansko, mislim, da je Slovenija takrat igrala dejansko tekmo v dopoldanskem času ali pa večernem, torej in preden so vse stvari naredijo, traja kar precej časa. Tako da so bile res pozne ure, glede na vse omejitve tukaj je bolj kot ne šlo, da si bo lahko na eni tekmi, na enem prizorišču na dan. 2 sta bila res mogoče maksimum, čeprav mogoče recimo sicer se da marsikaj pokriti. Tukaj so le potem tudi najave vedno, ker sicer imaš ti s akreditacijo prosto stop na prizorišča, tukaj se bo treba pa pred tem najaviti in tudi dobiti potrditev, tako da ni bilo neomejenega obiska medijev. Kar se tiče, stik je bil seveda omejen, na ustrezni razdalji, maske, razkuževanja in pač ohranjanje te distance. In tudi športniki, ampak po eni strani je delo po tekmah oziroma po dogodkih s temi mix conami, je pa novinarskimi konferencami potekalo, lahko rečem, da normalno. Ni bilo pa sicer druženje, v redu je bila v olimpijski vasi, je bila mix cona, kjer so bile te recimo kratke izjave, košarkarji so jih imeli vedno dan pred tekmo. Nismo pa recimo šli tako, kot gremo na evropskih in svetovnih prvenstvih na treninge. Je bilo seveda precej manj stika kot sicer, ampak vseeno ni bil neomogočen. Tako da z vidika, da smo lahko dobili material, smo ga. Po tem, kar slišim, si bil torej v pogonu 24 ur na dan in 7 dni na teden, zdaj 2 tedna. Tako kot pravim, si tam zato, da delaš, in če pride prosto popoldne ali dopoldne, super, se gre lahko kaj pogledati. Kot sem rekel, tukaj 14 dni nismo smeli nikamor iti. Te zadnje dneve smo potem izkoristili par prostih ur ali pa malo prilagodili delo, da enostavno vsaj vidimo malo, kje smo bili. Ampak se tudi na ostalih tekmovanjih pred COVID-om je bilo vedno tako, da se pač večino časa preživi ali na prizoriščih dvorani. Pa potem, ko so kakšni prosti dnevi, se gre tako na treninge. Na katerih prizoriščih si pa še bil? Bil sem in na kajaku, na judu sem bil,
Zgrešili smo recimo medaljo Savška, ker je bila ravno takrat košarka. Potem plezanje sem tudi izpustil, sicer, čeprav sem najprej mislil iti, no. Sem pa imel tudi vmes košarko 3x3, tako da jaz sem imel plan narejen za veliko več stvari, kaj ne bi si ogledal, oziroma nekako tisto okviren urnik je precej več obsegal. Je pa res tudi, da je nekaj za poleg teh ukrepov, je nekaj potegnili za sabo tudi uspeh košarkarjev, ne. Pač jaz kot v osnovi sem novinar, ki pokriva košarko, je bilo s tem res toliko veliko dela, daleč tega, da bi bilo kaj zapostavljanje ostalih športov, seveda ne. In recimo tudi z ostalimi temi slovenskimi športniki sem v napovedih pred tem delu, ko so bile ta neka medijska druženja z njimi, ampak smo potem z redakcijo in s kolegi televizije in radija nekako skupaj tukaj pokrili vse to, tudi ostale te vrhunce. Jaz sem bil pa bolj kot neosredotočen, posebej v zadnjem tednu na košarko. S tabo smo posneli en daljši pogovor pred kvalifikacijami v Litvi, napovedali tudi na nek način našo uvrstitev, ali pa saj napovedali, da imamo lepo možnost za uvrstitev na olimpijske igre. Luka je potem povedal še kaj več, pa gremo lahko morda na košarko in pri tako velikem projektu, kot so olimpijske igre. Ja, samo reprezentanco bi lahko verjetno celo več novinarjev pokrivalo, oziroma celoten reprezentančni košarkarski turnir, ker je tukaj seveda ogromno materijala, in tvoje prispevke o košarki, tudi ostalih reprezentancah sem spremljal in so bili seveda odlični. Na koncu 4. mesto, pa lahko morda začnemo na koncu, pa potem malo celo zadevo obdelamo, ampak verjetno se strinjaš z večino, ali morda ne, da je 4. mesto izjemen uspeh. Ja, res se tukaj praviš, ne, že recimo z Evropskim prvenstvom, ne, se ukvarjaš, ne, in si tam 3 tedne in se samo s tem ukvarjaš, ne. Tukaj je potem še poleg tega toliko dogodkov, da ne govorimo, da je pač olimpijski turnir največji košarkarski oder, reprezentančni, v tem ni bilo enega dvoma. In 4. mesto je medalja, bi bila, ne bom rekel zdaj, da je enaka, ampak je kar v tistem rangu s evropskim naslovom, ne, ker vendarle so tukaj ZDA, kakršnekoli so, je pač to reprezentanca, ki je v narekovajih neka nepremagljiva, ne. Pustimo, da so tudi izgubljali tekme, ampak ne vemo, kaj mislim, ta njen status. In da se spogleduješ z medaljo, je res nek presežkov. Ogromen dosežek je uvrstitev na olimpijske igre. 29 let Sloveniji ni uspel z močnimi reprezentancami, ko tudi kdaj ni bila niti blizu, ne, temu. Ne. Zdaj pa je prišla s to generacijo, ki je dokazala z 2 takima dosežkoma, da je dobra, da je v evropskem in svetovnem vrhu. Čeprav je zanimivo to 4-letno obdobje, ne, ki je minilo med Istanbulom in zdaj Tokijem, kaj so vse dogajali, kakšni padci in vzponi so bili. Ampak ja, dejansko je to presežek. In ja, tista pika na i vsemu tej neki pravljici, Carigrajska pravljica dobila svoje nadaljevanje v Tokiju, je manjkala ta pika na i v obliki kolajne, ampak jaz pravim samo zato, ker je bila res tako blizu kolajna, ne. Slovenija je pustila res dober vtis, igrala všečno košarko, upozorila nase res pošteno, pa ne samo zato, ker je tukaj Luka Dončić in ki ga pozna v svet in govori o njem v svet, ampak enostavno Slovenija je igrala in je resno ogrozila tudi te vele sile, oziroma jih je premagala in je bila v igri za olimpijsko medaljo, ne. Olimpijska medalja v košarki je, tako kot sem rekel, ZDA imajo tudi 16 zlatih medalj, zato le mislim, da 3-krat niso bile zlate, ne. Vemo, da tukaj, da je nekako ena medalja skoraj do zdaj vedno bila oddana, ne. To je res tista smetana reprezentančne košarke in biti zraven in biti v igri in dejansko centimetri so te ločili od finala, to lahko rečem wow, ne. 4. mesto je pa vedno nehvaležno, no, ker pač domov prideš praznih rok. Govoriš res o tistih centimetrih, tisti tekmi proti Franciji. Kaj po tvoje šlo narobe na tisti tekmi? Mislim, ali na koncu res samo športna sreča, tisto, kar je odločilo, ali si ti mogoče kaj drugega videl? Imam pa v bistvu še eno podvprašanje. Kakšni so bili recimo odzivi na to tekmo? Igralci so bili res zelo razočarani. To je bilo precej let spremljam košarkarsko reprezentanco in se ne spomnim, da bili po katerikoli tekmi niti približano tako razočaranje. Res bledi obrazi, žalostni, no, objokani, ne. In pač seveda tudi naenkrat velika jeza. Jaz mislim, da pač težko rečemo, ne, da zadnja akcija, čeprav odloči zmagovalca, ali res je bila to odločilna, da na tekmi, ne, vendar se igra 40 minut, noben tekme zmagal prvi, ne, v drugi minuti, nekako ne vem. Meni se Slovenija ni odigrala dobre tekme, oziroma ni igrala dobre tekme, ni odigrala tekme, kakršnih je prej odigrala. Res je tudi, da je nasprotnik bil do takrat najboljši. Zelo neugodna reprezentanca, kar se mi zdi za Slovenijo, ne, ker je Francija z Goberjem fajn zaprla raketo,
Tisto akcijo sem pogledal res in ne vem. Jaz sem jo sanjal, pa verjetno veliko Slovencev, tako kot Klemen. Vsi smo že videli žogo v košu. Predtem sta bila nekako 2 trenutka, ki bi bil lahko drugačen scenarij te akcije. To je vedno tisto, ne? Ko ni šlo, je pač zdaj gledamo, kaj bi lahko bilo, pa kako bi se lahko drugače odigrali. Če bi seveda bil koš, verjetno sploh ne bi pogledali več, a bi lahko se drugače odigrali. Sploh ne bi noben o tem razmišljal. Res je, Batum je super obrambni igralec, na tem turnirju je odigral res zelo dobro tudi to tekmo. To je bila njegova 4. blokada na tekmi, 4 pa še Gobert. In ta generacija karkoli je osvajala vse, bila evropski prvak in v svetovnih prvenstvih, ni imela olimpijske kolajne, in francosko veselje je bilo noro veliko. Mislim, res je bilo seveda finale olimpijskih iger, ampak tudi Batum je o tem govoril, predtem, da pač enostavno te tekme oni niso smeli izgubiti, ker so jih prevečkrat na olimpijskih igrah. In tudi mislim, da pač Slovenija se bo mogla naučiti zmagovati na olimpijskih igrah. Tudi uspeh na evropskem prvenstvu ni bil čez noč. Slovenija je bila reprezentanca, ki so bila prvenstva velika tekmovanja za eno zakleta do leta 2005, potem zakleti izločilni boji, pa 2009 prvo srečanje s polfinalom, čeprav je blestela cel turnir takrat, pa potem tudi ostala brez medalje, da se je potem zgodila pravljica v Istanbulu. Mogoče je tu treba se nekaj naučiti. Avstralija, če gledamo potem tekmo, ki bi lahko prenesla tudi kolajno in verjetno bi bilo mogoče veselje po bronu večje kot po srebru. Tudi Avstralija je imela kar nekaj prekletstvo teh 4. mest, bila je 4. na svetovnem, pa tudi v Riju, pa predtem generacijo 90-ih 4. in 15krat ali kolikrat je nastopila na olimpijskih igrah, da je prišla do medalje. Pa je to reprezentanca, ki je bila vedno v polfinalu, če se ne motim. Ja, se pravim, vedno 4. In še na svetovnem prvenstvu. In blizu vedno, pa tudi avstralska liga je močna, izbor igralcev je širok. In ta generacija igra res dolgo časa skupaj, to ogrodje, z Inglesom in Millsom, pa Delavdovo tako naprej. Dolgo časa so skupaj, spoznajo se, izkušnje imajo in enostavno, verjetno je treba tudi naučiti se igrati olimpijske igre, čeprav si evropski prvak, je to vendarle še korak naprej, oziroma neka raven višje. Vse skupaj, mislim, da je mogoče na tej tekmi prišlo do izraza. Poleg tega pa definitivno, pa ni to verjetno noben izgovor, ampak jaz mislim, da se je tudi nekako poznala utrujenost slovenski reprezentanc, ker bila je edina, kar je tudi Sekulič poudaril in mislim, da tukaj se strinja verjetno večina z njim, da dejansko Slovenija, pač to je dejstvo, da je bila edini kvalifikant v polfinalu in to zagotovo pusti neke posledice, ker ne samo, da je odigrala še tisti turnir v Litvi, ona je mogla biti takrat najboljša. Slovenija se je mogla fajn pripraviti na to, odigrati super turnir, da je izločila tako reprezentanco kot je Litva, ki ima 3 olimpijske brone in je do zdaj vedno, odkar ni več Sovjetske zveze, igrala na olimpijskih igrah, je velik dosežek in mogla v bistvu 2krat biti v formi na vrhuncu. In odigrala je skupinski del super, tista tekma z Argentino je bila itak nekaj nepozabnega, čeprav so potem Argentinci tudi doživeli visok poraz proti Avstraliji, vendar so to svetovni podprvaki, pa Španijo premagati na taki res trdi, pravi prvenstveni tekmi, res proti zelo izkušeni Španiji, svetovnim prvakom. Jaz mislim, da že 2 taka skalpa nekaj povesta. Potem tudi odigrana četrtfinalna tekma, odigrana tako, kot je treba. To je vedno zahtevna tekma, četrtfinale na vseh velikih tekmovanjih. In Slovenija se je že večkrat opekla, tudi ko je bila v vlogi favorita. Tukaj se ni, odigrala je tako, kot je treba. Potem pa pač ta polfinale in centimetri in seveda to je pustilo posledice. Poleg vseh teh izkušenj avstralskih in teh faktorjev, dejstvo, da če te nekdo premaga za 20, začneš ti razmišljati že o priložnosti, ki imaš za 3. mesto. Slovenci pa tega poraza niso preboleli. To je bilo očitno. V bistvu sem te hotel vprašati, če v eni tematiki, ki se je tudi nekaj govorili, pa tudi sami fantje in tudi selektor so omenjali sodnike. Namreč sojenje, kriteriji, sicer mislim, da ni nihče za poraz okrivil sodnike, ampak so pa omenili, mislim, da Jaka Blažič in selektor oba omenila slabo sojenje in da je vendarle tudi to imelo nek vpliv na njih in na tekmo. Tudi Luka je to na koncu povedal in priznal, da so se po eni strani tudi preveč ukvarjali sodniki, ampak vedno je to tisto jajce ali kura. Mislim, a se ti preveč ukvarjaš s sodniki, pa to potem vpliva na te, ali slabo sojenje vpliva na to, da se ti preveč ukvarjaš s sodniki? Ja, dejstvo je, da sodniki pač to ni najvišja svetovna raven sodnikov,
pač problem FIBA-nih tekmovanj in vseh teh sporov, ki so v košarki, mislim, organizacijskih, ne? In to se definitivno odraža v tem. Mislim, da pač sodniki niso vplivali na rezultat Slovenije. Dejstvo pa je, da pač kriterij, da je bil vprašljiv večkrat, oziroma ne vprašljiv kriterij, ampak da so bile določene situacije, ki so bile nekako vprašljive in potem seveda, ne, če pa nekaj ne gre, pa takrat še posebej ne pride to bolj do izraza ubadanje sodnikom s sojenjem, z odločitvami, sploh ko je toliko v igri, ne. Sami so tudi priznali, da so se preveč ukvarjali z njimi, ne, in to je človeško. Je pa dejstvo, da bi mogel biti fokus vsem drugje, no, da je bilo preveč tega, predvsem proti Avstraliji, ampak zagotovo pa sojenje ni bilo na taki ravni, kakršni bi morali za olimpijske igre. Največje reprezentančno tekmovanje bi mogli biti pač najboljši sodniki na svetu. Zdaj, te sodniki ne sodijo sicer najvišje ravni košarke, oziroma saj teh zelo visoke ravni. Ne NBA, ne Eurolige, teh najboljših, najbolj izkušenih sodnikov, ki sodijo najboljših igralcev in imajo tudi izkušnje s sojenjem takim igralcem, nažalost ni. Ja, v bistvu jaz te hotel vprašati, poleg nespornega vodje Luke Dončića, kdo te je najbolj impresioniral od slovenskih igralcev? Vem, da kot ekipa so bili fantastični, pač res kapo dol, ampak res mogoče individualno, kdo te je mogoče v pozitivnem smislu presenetil oziroma kdo te je recimo tako impresioniral še? Mogoče bi kar par jih izpostavil, no. Vedno je Zoran Dragić, to vedno pravim, v reprezentanci odigral svoje najboljše predstave, svojo najboljšo košarko. On je res nepopustljiv borc, to energijo prinaša ekipi dodatno, motiviran, ni izgubljene žoge in on je tukaj spet pokazal, zakaj toliko pomeni te reprezentanci, ne. Njega ni bilo v Istanbulu, meni je bilo takrat že pred prvenstvom res škoda, ne, da njega ni bilo. In tudi on bi se res zaslužil tisto medaljo. On je bil predtem vedno poleg Gorana drugi najpomembnejši igralec, tudi drugi strelec, no, in tudi tukaj je odigral nekaj zelo dobrih tekem, vedno je tudi zelo dober v obrambi. Potem Klemen Prepelič je znova pokazal, da sprejme odgovornost, ko je to treba, da ga ni. Strah je sprejet, odigrajo proti Španiji nekaj pomembnih v trenutkih, najbolj pomembnih trenutkih, ključnih trenutkih tekme, nekaj res super akcij. On je dokazal, da je igralec, ki upa in je tudi sposoben prevzeti odgovornost. Zagotovo tudi skok Mikea Tobija, ki je bil prvi skakalec turnirja. V neki napovedi je nas kontaktiral košarkarski novinar, nek analitik in nihče ni napovedal Mikea Tobija kot najboljšega skakalca. Slovenija je skok zgubila seveda proti Franciji, pri tem je pa zelo suverena v njem, ne? In Dončić pa Tobi sta tukaj imela res super številke. Tudi vsak, ki je s klopi prišel, je dodal nekaj, ne? Recimo Žiga Dimec je odigral super minute, ki jih je, Aleksej Nikolić je pomagal, je razbremenil Dončića v obrambi, pa tudi malo pri organizaciji napada tistih minutah, ki je prišel noter. Tukaj bi pa tudi predvsem postavil pa Jako Blažiča, no? In njegovo obrambo na nasprotnikovih playmakerjih, kako je odigral proti Facundu Campazzu in Rikiju Rubiju, ki enostavno nista sploh Campazzo, čeprav je dal kar nekaj točk, ni povezal igre, ni razigral svoje ekipe, ker ga je Jaka Blažič zadušil, ne? In tudi Rike Rubija je odlično ustavljal ves čas, visok pritisk na žogi in tako naprej. In s tem, da je to fant, ki ima za sabo res super sezono in se tukaj so se vsak podredil ekipi in vlogi, ki mu je bila namenjena. Pa seveda ne smemo pozabiti Vladka Čančarja, ki je pokazal neko vsestranskost, zelo dober šut z razdalje in na tej krilnem centru je on za neko mirnejšo prihodnost poskrbel. Edo Murić pa svojo, podobno kot Zoran Dragić, v obrambi neko borbenostjo, s katero je predvsem navdušil v Litvi, v tistem finalu, kako se je boril. In s Sabonisom in tudi na trenutke z Valenčunasom, sta seveda oba više od njega, težja in tako naprej, pa jih je zrinil z rakete. In mislim, da nihče, ne bom rekel pa, da je kdo izmed njih razočaral, no. Vsi so odigrali ali pa svojih zmožnostih oziroma jih presegli. Luka Dončić je pa vse to povezal s to svojo neko genialnostjo v neko celoto in pač blestel tako kot blesti. In spomnim se že Eurobasket 2017, pa potem tisti Final Four v Beogradu, posod se govori o njemu, ko sem bil jaz recimo takrat na parih NBA tekmah njegovih, se je vedno tema tudi dogajanje na drugih tekmah, no, ko ni Dallas igral. In tukaj je spet glavna tema oziroma ena izmed glavnih tem je bil Luka Dončić, ne? In pač odigral super turnir, na koncu 4. mesto, ki je, kot pravim, še vedno fantastično. Žal pa ni tiste žlahtne nagrade, ne? Ki bi bila pa res neka nagrada, nadgradnja vsega.
Ja, če bi dobili medaljo, bi bil Luka tudi MVP. Mislim, da brez dvoma, glede na njegove številke, so bile toliko boljše od KD-jevih, ali pa vsaj, če bi Slovenija prišla v finale. Bi te vprašal samo za zaključek tega pogovora. Še Luka je namreč po turnirju tudi potrdil, da bo še naprej igral za reprezentanco in pravzaprav že napovedal, da bo slovenska reprezentanca naslednje poletje poskušala ubraniti naslov evropskih prvakov. Zdaj prihajajo 3 poletja, 3 turnirji, Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, potem pa spet olimpijske igre v Parizu. Kaj misliš, kako daleč lahko poseže ta reprezentanca, lahko ubrani naslov evropskih prvakov in lahko potem na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah poseže po medaljah, če se bomo seveda tja uvrstili, kar je pa zdaj že spet ena dolga topika, ki bi jo morali obdelati v posebnem podcastu, kvalifikacije FIBA okna. Konec koncev so tudi sodniki s tem povezani oziroma kvaliteta sodnikov, ki sodi na teh turnirjih, tako da bi te sam za reprezentanco še vprašal za konec in to postavo, to ekipo in njen domet. Z Luko Dončićem je pač mogoče marsikaj, ne? To dokazujete tudi te 2 veliki tekmovanji, ki jih je odigral. Seveda je bil v Istanbulu v glavni vlogi Goran Dragić, ampak je Luka Dončić pomemben delež prispeval, zdaj pa sploh. No? In mislim, da z njim je marsikaj mogoče. Bo pa že naslednjo evropsko prvenstvo, že skupinski del bo. Slovenija bo igrala v Kölnu z Litvo, ki bo zagotovo super motivirana proti Sloveniji, s Francijo, ki bo nek spektakel, z Nemčijo. Ta skupina bo, mislim, to je že, ko sem sledil žrebu, je bilo pač res, kako se je to žrebal, ne, tako si rečeš, ne, ker pač Nemci niso toliko kalkulirali kot nekateri, recimo Italijani so fajn lepo zbrali, ne, da so si, bom rekel, narekovajih lahkega zbrali. Pač Nemci so gledali drugače in ta skupina to bo res, ne. In še te povezave, vse zaradi tekem zadnjih let, bo zelo, zelo zanimivo. In ampak je marsikaj mogoče. Treba vedeti, da Luka Dončić bo imel za sabo še eno sezono igranja na najvišji ravni, oziroma še eno sezono vrhunske košarke za sabo. Vlatko Čančar, prav tako leto starejši, mogoče še z več minutami. Tudi ta ogrodje izkušenih niso stari, ne. Razmeroma odigrajo lahko še do Pariza z lahkoto, igra v bistvu ta ekipa celotna. Mike Toby je mlad in še vedno mlad in je pokazal, da je dodana vrednost tej ekipi. Tukaj je potem Jean-Marc Šiško, ki je zaradi poškodbe izpustil Kaunas in potem posledično Tokio. Vrhunski organizator igre, res ta njegova kreacija, pregled nad igro sta fantastična in prav pride vsaki ekipi, ne? In zato Bayern ima tudi tako vlogo, kot jo ima in se Luko lahko še bolj razbremeni, ne? Pri kreaciji. Definitivno lahko Luka Dončić in Jean-Marc Šiško skupaj igrata. Prihaja tudi nekaj zanimivih imen, tukaj predvsem Gregor Glas, ki je odličen strelec, z razdalje in mislim, skoraj res dober igralec. Na zadnje tudi, ki je trenutno trenira, ne, vse pove. In res upam, da bo v naslednji sezoni dobil priložnost na višji ravni, predvsem pa, da bo igral. No. Prihaja še nekaj zelo zanimivih imen, ampak tudi neke višine z Ščuko in Cijanjem. U20 je selekcija osvojila turnir, U18 je osvojila turnir, potem je tu v zadju še Klaužar v Madridu, ki dobro dela. U20 reprezentanca, ki je osvojila ta turnir, ni bilo prvega pleja, Samarja je zaradi poškodbe, je zagotovo kar nekaj potencijala, ni zdaj tako širok izbor, kot je imela Slovenija recimo 15 let nazaj, je pa nekaj zelo, zelo zanimivih imen, ki lahko še okrepijo to ekipo, oziroma če bo se kdo od teh starejših pa poslovil, se ni zabatno, da ne bi kdo skočil. Je pa ja, recimo zdaj govorimo o 3 reprezentančnih akcijah, ampak že na svetovno prvenstvo se bo treba uvrstiti. Vemo, kako je bilo za prejšnje svetovno prvenstvo, verjamem, da bo zdaj drugače, ampak vseeno, na svetovno prvenstvo se je težje uvrstiti kot na evropsko, seveda to pa prinaša potem tudi olimpijske igre. Zato je tudi poleg tega bo spet zelo, zelo pomembna vsaka tekma zaradi FIBine lestvice, ne, in samo tako se lahko dobi mesto na kvalifikacijskem turnirju, če že ne gre se drugače na olimpijske igre, kjer bo selekcija spet huda. In verjamem pa, da ja, z Luko Dončićem je marsikaj mogoče tudi spet v Aziji, ne, ki bo Indonezija, Filipini in Japonska. Vedno si lahko igri za medaljo na tako ekipo, kot je ta, ker je dokazala že s tem, koga vse je premagala. In seveda bi bil pa nek sanjski mogoče zaključek pa res te zgodbe, te generacije, ki tvori pa v jedro vseeno, ne, Blažič, Dragić, Prepelić, Murić, pa mogoče res Pariz. Zdaj medalja, olimpijska medalja se ne more napovedati, mislim, da nihče razen ZDA, ampak evropsko prvenstvo, to je res tak presežek, da že če bo Slovenija v konkretni igri za medalje, mislim, da bo to velik dosežek. Luka Dončić je pa tak zmagovalec in tako motiviran in mene ravno ta njegov odnos do dresa
reprezentance res presenetil, oziroma kar mal nisem navdušil, ker on res hoče nekaj, mu to veliko pomeni in verjamem, da bo na vseh teh akcijah, ki prihajajo, ravno tako motiviran, kot je bil zdaj in potem pa zakaj pa ne tudi kolajne na velikih tekmovanjih. Je pa glede na to, kaj je Slovenija zdaj osvojila, vsaka kolajna je svoj mejnik in svoj zgodovinski dosežek. Ja, mislim, da se preprosto mnogi ne zavedajo, kaj pomeni 4. mesto na olimpijskih igrah, še posebej, ko potem vzamemo v upoštev našo majhnost, naše vse težave, ki jih imamo na klubskem nivoju. Moč lige pa tako naprej. Pa izbor igralcev, kakšen nabor je tukaj igralcev. Ekipa je zelo dobra, ampak je čudež, da imamo take igralce. Recimo, da bi se zgodilo tako, kot se je Nemcem zgodilo. Pri nas se je odsotnost vsakega zelo, zelo poznane. Po polni postavi pa sodi evropski vrh. Nedvomno in mislim, da so te olimpijske igre tudi dokazale, da če bi zdaj, ko smo malce načeli to temo kvalifikacij in vseh teh problemov, če bi se uvrstili na zadnje svetovno prvenstvo in tam igrali v tej isti postavi, morda še takrat z Goranom, da bi lahko posegli po zlatu. Nedvomno. Nihče ne more po teh olimpijskih igrah reči drugače, glede na to, da smo premagali oba finalista zadnjega svetovnega prvenstva, sicer je že malce bolj ustarele, ampak ni pa, da so bili ravno tam mladeniči na 2 leti nazaj, tako da pa tudi premagala in 3. in 4. nas, tako da. To pa tudi res. To pa kaže, kako globalen šport je košarka, kako razširjen je na vseh kontinentih. Konec koncev smo videli preskok, ki ga je letos naredila Nigerija in tudi tam na afriškem kontinentu je ogromno talenta, neizkoriščenega talenta in potenciala še na vseh kontinentih, pravzaprav konec koncev samo na Kitajskem je 200 milijonov rekreativnih igralcev košarke, pa ni hudič, da ne bojo prej ali slej še enega Yao Minga ustvarili, ali pa mogoče 2, ali pa 3, ali pa 4. Ja, in mi smo tukaj zraven, kar je pa res čudež. Blaž, bi še ti kaj zdajle smo res že v bistvu presekali čas? Mislim, da smo kar vse lepo obdelali. Tilen, jaz bi se ti rad zahvalil, da si vzel čas, še posebej, ker si danes priletel z Japonske, tako da hvala in upam, da bomo kmalu udarili še kakšno debato, mogoče ne v olimpijskih igrah, pa v kakšnem bolj tako športu. Basketu vsekakor, Blaž. Ampak mislim, ne toliko več o olimpijskih, mogoče pa o kakšnem bolj tako, kakšni klubski košarki, ABA ligi. NBA, Euroliga. Hvala vama za povabilo, vedno znova prijeten pogovor in res minute so, ker smo jih imeli danes res precej manj na voljo, ekspresno minile, tako da hvala še enkrat. Ja, hvala te, ne samo za to, da si se pridružil, ampak tudi za tvoje prispevke iz Japonske, ki sem že omenil, z užitkom prebral. Celoten košarkarski turnir se res odlično pokril na MMC portalu, RTV portalu. Tudi jaz se ti tako kot Blaž zahvaljujem, da si vzel čas in upam, da se bomo v priliki kmalu zopet slišali. Ok. Adijo. Adijo, čau. Živijo, čau.